Obožujem islamistično kraljico, ki je pripravljena razkriti probleme v svoji skupnosti, ker bi lahko rekli, kaj pa ima bela punca pojma o tem, kaj se v resnici dogaja in kako problematičen je islam. In na to bi rekla, mogoče imate prav, mogoče res ne vem ničesar. Ampak mogoče lahko prisluhnete tem ženskam, ki so dobesedno tvegale svoje življenje, da so bile dovolj pogumne in spregovorile o problemih v svojih skupnostih. In če jih ne boste poslušali, potem je pri Bogu problem v vas in ne v nas. Dobrodošli v oddaji Bushback. Sem Meira K., vaša gostiteljica. Poslušajmo, kaj ima ta čudovita gospa za povedati. To je javno obvestilo za vse moje južnoazijce, ki se posebej zbirajo na določenih območjih, naprimer Southall Broadway in Ilford High Street. Fantje, mislim, da se kot skupnost ne zavedate, kako zelo se osramotimo, ko gre za ta območja. Kot oseba azijskega porekla in muslimanka moram hoditi na ta območja, da dobim svojo halal meso, začimbe in vse ostalo. In slabo mi je, ko grem na ta mesta. Resnično se počutim slabo, nočem biti tam. Zakaj? Povejte nam zakaj. Kaj je lahko razlog, da se počutite slabo, ko greste na svoje območje po meso, ki ga potrebujete za svojo vero? Povejte nam, prosim, povejte nam. Ker je na vsakem metru vedno nek moški iz domovine. Ali so popolnoma stari in nimajo nobenega občutka za bonton, tako te slačijo s pogledom. Sploh ni pomembno, kako skromna želiš biti. In potem so tukaj še tisti moški, ki so prišli sami iz domovine, vozijo svoje velike terence, ampak visijo skozi okno z jeziki ven, kot takole, in ves čas bulijo v ženske. Mislim, mogoče, samo mogoče. Problem niso območja. Mogoče je težava v sistemu prepričanj, ki mu ti moški sledijo in zaradi katerega mislijo, da lahko tako ravnajo z ženskami. Fantje, prosim, imejte neke spodobnosti, še posebej do žensk, ki se trudijo oblačiti bolj skromno. Tam smo samo zato, da poberemo nekaj stvari, potem pa gremo domov. Mislim, človek bi pričakoval, da bodo ti moški svoje ženske dejansko spoštovali, kaj ne? Mislim, eno je, če jim njihova vera pravi, veš, pojdite nad nevernike, ravnajte ženskami ogabno, si to zaslužijo in vse tiste neumnosti in nesmisle, ki jih trosijo. Ampak če se nad tem pritožujejo že vaše lastne ženske, potem je morda ta problem resničen problem. Ampak v resnici mi začne srce hitrej biti, dobim tesnobo, ko pomislim na vse te sprevržene moške, ki nimajo nobenih družbenih manir, sploh jih ne briga, da te tako močno bulijo, da niti ne mežikajo. Ne gre za družbene manire, draga. Čeprav zelo cenim ta video, ker dokazuješ vse, kar sem ves čas govorila, ne gre za družbene manire, gre za njihov sistem prepričanj. Verjamejo, da si tam samo za njihovo zadovoljstvo in da te uporabljajo. To je vse. Zato si tam. Da jim rodiš otroke, da ne vem, in daješ občutek moči, ker je ravnovesje moči tako napačno. Ali res nič ne veš o tem, kaj vam je obljubljeno? Veš, kaj vam obljubljajo za prihodnost? Tvoj mož bo dobil 72 teh žensk, ki hodijo po meso za svoje može, ti pa boš ena izmed teh 72 devic. Ali ni to čudovito? Ali ni to tako lepo? To ti pokaže vse, kar moraš vedeti o tem, koliko spoštujejo svoje lastne. In naj samo to rečem. Vem zagotovo, da je v moji skupnosti naloga moških, da ščitijo ženske pred temi vsiljivci. To je njihova naloga. Kaj je narobe s to družbo, da so moški sami tisti vsiljivci do svojih žensk? Ženske potrebujejo zaščito pred lastnimi moškimi. Ni tako dobro. A veš, kako neprijetno je to za žensko, ko želi samo kupiti nekaj hrane, ali morda iti v trgovino z oblačili, ali celo v trgovino s hidžabi. To so območja, kjer so te trgovine, zato nimamo izbire in moramo tja. Drugič, umazanija na ulicah. Zakaj je tako, da ko greš v območje, kjer živi veliko Azijcev, je povsod po ulicah smeti? Mimogrede, Azijci ne govori o običajnih Azijcih, govori o določenih Azijcih, o Pakistancih. Zakaj je tam umazanija? Ker jih dobesedno ne briga. Veš, brez besedne igre glede zemlje ni jim mar. To je zanje samo nekaj, kar lahko uporabljajo in zlorabljajo. Takšna je miselnost povsod in zato so njihovi kraji umazani. Paketi, ovoji, plenice. Ko greš po stanovanjski ulici, so pred vrati vzmetlice, stari vozički, stvari so polomljene, kot da bi povsod puščali smeti.
Veš, kako slab sloves daješ nam, ostalim južnim Azicem, ki želimo živeti v Sano Gindari? ओए खुदना गिदरारे के जाहिलियाते इलादी आ जगह पे कोट इंजा Ta me je izgubila. Oprosti, tega ne morem prevesti. Za te stvari smo začeli postajati znani. No, ne začeli, že dolgo smo znani po teh stvarih. In žal ne napredujemo ali izboljšujemo svojega vedenja. Oramudhiri, ajte. V redu, tukaj si me izgubila, ne razumem tega jezika, ampak ona ni edina, ki javno kritizira te ljudi. Poglejmo. Ne Bog, on je pipa, kar ste že milijonkrat slišali. Obožujem evolucijo, ampak če bi mi pred 5 leti povedal, da bo takšna taoistična scena, da bodo te ljudje privabljali največ ljudi in dejansko povzročali največ hrupa v taoistični sceni, ti ne bi verjel. Skoraj kot da so rekli, človek, Daubertovi fantje preprosto niso dovolj. Moramo priti sem in tem fantom pomagati, ker jim gre res slabo. Ampak poglejmo dejansko. Bogov kletje. Lahko obravnavam to temo? Ja. Potem, ko odgovoriš na moje vprašanje, ne? Veš kaj, jaz štejem za bogokletje. No, očitno je bogokletje tisto, ko žališ preroka Mohameda, ko žališ Allaha, ko ga imenuješ z žaljivkami. Zakaj si ga obtožila? Kaj je naredil, da ga obtožuješ? No to ni naključje. Islami ima bismillahirrahmanirrahim. Poglejmo, kaj bo rekla. Pravilno, značaj in zgodba Jezusa. V redu, on je nasprotnik. In kako bi določil, kdo je pravi Jezus in kaj je to? Pravi Jezus je tisti, ki je, no, ne bom rekla tisti, ker potem zveni kot da pravim. Dava fantje bodo dobesedno uničili zagon teh dava deklet. Tudi ko si dava dekleta, kot sta Kora in Itači, to naredijo sama sebi. Tukaj je moj problem, kjer si videl islam, ampak ona bo zanikala, da je to islamsko in bo še vedno ostala muslimanka. In prav s tem se tukaj ukvarjamo. Nihče me nikoli več ne bo mogel prepričati, da so hadisi dejansko izreki preroka Mohameda, mir z njim. Nihče me nikoli ne bo prepričal, da hadisi niso samo besede. On je zavračevalec hadisov. Torej, ja, ona je ena tistih muslimank, ki ima rada islam, ima rada Mohameda, vendar ne more spoštovati dejstva, da je njegova zgodovina zelo nejasna. In tudi prej sem govoril o njej. In rekel sem, da bo dejansko razkrila resnico o islamu, vendar bo zanikala, da je to islamsko in bo še vedno ostala muslimanka. In tukaj se prav s tem ukvarjamo. Ampak vidite, ni samo to, da razkrivajo, kako slabo je. Mnogo od teh ljudi na spletu, te ženske vplivnice, začenjajo opažati luknje v veri, ki so ji pripadale in o tem govorijo. Me nikoli več ne bo mogel prepričati, da so hadisi dejansko izreki preroka Mohameda, mir z njim. Ups, nihče me nikoli ne bo prepričal, da hadisi niso zgolj besede zatiralskih, negotovih, izprijenih moških. Kaj misliš s hadisom, ki pravi, da bo Allah preklel žensko, Allahovo prekletstvo? Veš, kako resno je Allahovo prekletstvo? Allah preklinja žensko, ki si populjuje obrvi. Allah bo preklel žensko, ki odstranjuje dlake okoli obrvi, ni pa hadisa o tem, da bi Allah preklel moškega, ki se poroči z otroki. Mislim, da ima tukaj prav. Smešno je, da jo je zmotila prav stvar z obrvmi. Ampak veš kaj? Ženske bodo pač ženske. Želimo biti lepe. Pustite nam, da si populimo obrvi. Si vedela, da je islam proti puljenju obrvi? Kakšna kampanja. Če pomisliš, so vse lepotne blogerke tam zunaj pravzaprav bogokletne. So nevernice. Če imaš lepe obrvi, če si del Hollywooda, če si lepa ali ti je mar za svoj obraz, boš trpela Allahovo jezo. Ja, zveni precej smešno, ko to tako povem. Preprosto je smešno. In ima prav, da bi imel Allah več težav s tem, kot s poroko z otroki. Mislim, ona upravlja vse delo namesto nas, draga. Res je tako. Počakaj, prav imaš. V knjigi hadisov piše, da je v redu poročiti se z otroki. Počakaj. Počakaj. Povej. Naj ti nekaj povem, prav, naj ti nekaj povem, počakaj. Počakaj. Razlog, zakaj ti moški nočejo ponovno preučiti hadisa, ki pravi, da je bila Aisha stara 6 let, kljub temu, da obstaja več zgodovinskih dokazov, ki dokazujejo nasprotno, je ta, da bi jih to prisililo, da bi morali ponovno preučiti tudi druge hadise, ki veljajo za sahih. Hadisi, ki jih uporabljajo kot osnovo za svojo patriarhalno razlago islama.
Misliš, ali je islamizam politično gibanje, ki se pretvarja, da je religija, v resnici samo patriarhat, ki želi dobesedno vse nadzorovati, biti nasilen, grozen in zlorabljati? Resno? Ne. Hadisi, ki jih uporabljajo za zlorabo, nadzor, sramotenje in utišanje žensk. In namesto, da bi oprali ime našega preroka, ga še naprej obrekujejo in trdijo, da bi naredil nekaj tako ogabnega in groznega, kot je poroka z otrokom. Kot muslimanska študentka me moji nemuslimanski prijatelji sprašujejo, zakaj se je prerok poročil z mladoletnico, čeprav je to narobe. Zakaj se je prerok poročil z mladoletnico? Ja, zakaj pa ne? Če bi imel priložnost. Ha. Kdo pri zdravi pameti bi našel nekoga tako zaupanja vrednega, tako velikega kot prerok in bi ga zavrnil? Pri Allahu, če bi imel 6-mesečnega otroka, doktor bi ga dal njemu. Allah je bil ves ta čas pred našimi očmi. Oni so kup pedofilov. Zapomnite si moje besede. Ta punca kmalu bo odšla. Odšla bo in sprejeli jo bomo z odprtimi rokami. Odšla bo, ker je to videla. Videla je in tega ne more več odmisliti. In ničesar ne more storiti. Ker ko enkrat to vidiš, je konec. To je to. Si na pravi strani. Hvala za vašo pozornost glede te zadeve.